Torej, glede na to, da je tudi barva našega vabila bila črno-rumena, bodo sedaj v ospredju malo te bolj rumene teme, se pravi teme rumenega tiska, teme, ki so tudi danes aktualne, ker so družinske zadeve tudi aktualnih kronanih glav zelo popularne teme v različnih revijah rumenega tiska. Torej, če govorimo o vsakdanjem življenju Franca Jožefa, o njegovem družinskem življenju, je na začetku potrebno povedati, da pri vladarju, kot je bil Franc Jožef, ne moremo ločiti med privatnim in službenim življenjem, če lahko tako rečem. Ta dva segmenta njegovega vsakdanjega življenja sta se nenehno prepletala. Zato tudi ni nič neobičajnega, da so upodobitve cesarja, ki bi ga prikazovali v kakšni drugačni podobi, kot so na primer te upodobitve zelo redke, se pravi fotografije, na katerih bi lahko cesarja videli v civilni uniformi, so zelo redke, morda bi jih lahko prešteli na prste obeh rok. Obstajajo, ampak kot rečeno zelo redke. Ta je iz leta 1898 iz zdravilišča Bad Kissing, kjer je prebival svojo soprogo Elizabeto. In če smo že pri Elizabeti, bi se na začetku zaustavil pri njunem odnosu. Spoznala oziroma zaročila sta se leta 1853 in čeprav je bila za bodočo nevesto cesarja predvidena Elizabetina starejša sestra Helena, imenovana Nene, se je Franc Jožef Bad Ischl zaljubil v mlado bavarsko princeso, ki pa sicer po značaju in izobrazbi ni bila ravno primerna za bodočo cesarico. Zaradi tega je mlada bavarska princesa morala iti za približno 1 leto v šolo, da so jo naučili dvornega življenja, in potem leta 1854 sledi poroka. O cesarici Elizabeti je tudi danes že bilo nekaj povedanega, je veliko znanega, predvsem mit, ki se je ustvaril, mit, ki izvira predvsem iz filmov, ki so bili posneti tam konec 50. let in v katerih je znana avstrijsko-nemška igralka Romy Schneider upodabljala cesarico. Mit, ki se je v zadnjih desetletjih predvsem z delom Sisi muzeja, ki se nahaja v Hofburgu, in predvsem z obsežno biografijo Brigitte Hamann spremenil. Elizabeta je bila morda res na začetku zakona s Francem Jožefom zaljubljena, mlada, naivna, ki je prišla na Dunajski dvor, vendar je streznitev prišla zelo hitro. Franc Jožef, ki je od svoje zgodnje mladosti, kot smo danes tudi slišali, bil zelo uperjen v vsakodnevne politične dogodke in ki je sam smatral to veliko državo kot podjetje na nek način, ki ga vodi in kateremu se je predal, ni imel veliko časa za svojo mlado soprogo. A kljub temu so ta prva leta bila na nek način srečna in mlada cesarica je izpolnila glavno nalogo, ki je bila dodeljena. V zakonu so se jima rodili 4 otroci. Danes že omenjena Zofija, ki je umrla sicer po 2 letih, nato je sledila Gizela, Rudolf in kot zadnja z malo večjim razmikom Marie Valerie. O Rudolfu ne bom spregovoril, ker je bilo danes o njem že rečeno, zato se bom raje posvetil nežnejšemu spolu v cesarjevi družini. Samo na kratko, Gizela se je poročila obe hčeri, Gizela in Marie Valerie sta se poročili na nek način znotraj družine Habsburžanov in sta pri temu sledile tudi poroki oziroma načelo, ki je vladalo ob poroki njunih staršev, saj sta bila Franc Jožef in Elizabeta Bavarska, bratranec in sestrična. Medtem ko je Franc Jožef do vnukov, ki so se v teh zakonih rodili, gojil
dedovska čustva in so ti otroci velikokrat bili pri njemu na obisku pri Schönbrunnu. Zelo lepe so anekdote, kako je Franc Jožef, ki je imel zelo, kot bi temu rekli, natrpan urnik, je dovolil, da so se ti vnuki igrali v njegovi delovni sobi, ampak tudi to igranje je enkrat doseglo svoj konec in potem je dedek Franc Jožef prijazno dal vedeti, da pa je sedaj čas, da pa vnuki odidejo. To ljubezen, ki jo je Franc Jožef gojil do svojih vnukov, Elizabeta ni gojila. V pesmih, ki jih je pisala in ki sicer v času njenega življenja in tudi po smrti takoj niso bila znana, je svojo starejšo hčer Gizelo upodabljala kot suhega prašiča, njene otroke pa je poimenovala majhni prašički. Torej, ni bilo neke starševske ljubezni. Na splošno Elizabeta ni gojila ljubezni pretirane do svojih otrok. Tudi ta mit, ki se je v filmu ustvaril in ki se včasih navaja, da je bila tašča, se pravi nadvojvodinja Zofija, tista, ki je od Elizabete odtujila otroke, jih sama želela vzgajati, na nek način ni resničen. Elizabeta sama otrok ni marala, predvsem pa ni marala majhnih otrok oziroma dojenčkov, s katerimi se ni mogla pogovarjati in se ukvarjati na tak intelektualen način, kot je ona dejala. In če sedaj že govorimo o ljubezenskih razmerjih, to, kar je tudi že Aleš napovedal, pa pridemo na druge ženske v življenju Franca Jožefa. Tukaj imamo, bilo jih je še verjetno več, ampak tiste dve osnovni, Anna Nachowski in morda bolj poznana Katarina Schratt. Anno Nachowski je cesar spoznal leta 1875 ob jutranjem sprehodu po Schönbrunnu, približno 3 leta kasneje pa se je pričelo njuno seksualno razmerje. Da vemo o teh zadevah, se lahko zahvaljujemo Ani, ker je pisala dnevnik, ki je bil potem po njeni smrti objavljen in v tem dnevniku so bile pač zapisane ti sočni priprtljaji iz njenega časa, ki ga je preživljala s cesarjem. Cesar si je želel svojo prijateljico čim bliže sebe, zato je tudi kupil vilo v neposrednji bližini Schönbrunske palače, vila, ki je imela poseben skrivni vhod, skozi katerega je lahko Franc Jožef prišel neopazno. In Anna Nachowski je sicer bila poročena, imela 5 otrok in v dunajskih krogih takratnega časa so se širile govorice, da bi naj bila vsaj 2 izmed teh otrok plod ljubezni med njo in Francem Jožefom. Eden izmed teh se je celo imenoval Franc Jožef in dunajski čenči so seveda v tem videli to povezavo, da je v bistvu izbrala otroko ime po očetu. Enak čas, ko se Franc Jožef dobiva z Anno Nachowski, se prične njegovo razmerje z Katarino Schratt, torej to je bilo leta 1885. Vendar toliko bolj, kot vemo za razmerje med njim in Anno Nachowski, oziroma vemo, da je to razmerje bilo seksualne narave, tega za razmerje za Katarino Schratt zagotovo ne moremo trditi. Katarina Schratt ni pisala dnevnika, ki se bi ohranil, in tudi kljub temu, da je umrla veliko let za Francem Jožefom, že po razpadu monarhije, je o njenem razmerju z cesarjem celo življenje molčala. Katarina Schratt, ki je stopila v življenje Franca Jožefa ob pomoči njegove soproge Elizabete, ki se je vedno bolj oddaljila od dvora in od cesarja in jo ni vezala več neka ljubezen mladostniška, kot mogoče v času poroke, in je želela na nek način, da cesar ne bi bil tako osamljen v vseh teh dolgih mesecih, ko je ona potovala širom sveta.
Zaradi tega sama organizira, kot sem rekel, to razmerje in srečanja z Katarino Šrat in Katarina Šrat postane del cesarske družine, seveda nikoli ni zasedla nikakršnih uradnih funkcij ali spremljala cesarja na kakšnih uradnih obiskih ali kakorkoli, ampak do srečanja je prihajalo tako rekoč dnevno in kot bomo videli kasneje, je Katarina Šrat v obdobju po smrti cesarice Elizabete leta 1898 igrala pomembno vlogo v življenju Franca Jožefa, sploh v zadnjih letih njegovega življenja je bila v bistvu ona tista, ki je cesarja na nek način prepričala, da mora bolj paziti na svoje zdravje, kratko rečeno, skrbela je zanj. Se pravi, da se razmerje z Ano Nahavski in za Katarino Šrat nekako prekrivata. Razmerje z Katarino Šrat, z Ano Nahavski, Franc Jožef konča leta 1889 po atentatu v Mayerlingu. Ampak to razmerje ne konča, kot bi se mogoče to spodobilo za kavalirja njegovega časa. Namreč Ano Nahavski da poklicati v Hofburg, kjer jim eden izmed dvornih uslužbencev preda dokument. Ta dokument je vseboval bogato poplačilo za vse njene 11-letne zasluge, ki jih je naredila za cesarja, hkrati se pa je z podpisom in prejemom tega denarja morala zavezati, da o razmerju, o pogovorih, o vsem, kar je doživela s cesarjem, ne bo nikoli spregovorila. Torej, Franc Jožef ni sam končal tega razmerja, ampak je raje poskrbel, da so drugi naredili to morda zanj neprijetno zadevo. Zelo zanimiva oseba, iz katere črpam največ dogodivščin iz vsakodnevnega življenja cesarja, je Eugen Ketterl. Ta je bil od leta 1894, da bolj poenostavljeno rečem, cesarjev sluga, oseba, ki je cesarja spremljala od, kot smo že danes slišali, 3 oziroma pol 4 zjutraj, oseba, ki je cesarja zjutraj zbudila in oseba, ki je zvečer cesarju pomagala pri nočni toaleti in ga potem pospremila do postelje. Eugen Ketterl je potem konec 20. let izdal spomine, v katerih opisuje te prigode z dvora in zelo dobro opisuje cesarja Franca Jožefa in njegov značaj v tem zadnjem obdobju njegovega življenja. Cesar Franc Jožef je bil zelo preprost človek, vsega dvornega pompa in blišča ni maral. Najljubše opravilo, kot smo že danes slišali, mu je bila seveda študija aktov, različnih srečanj, banketov, plesov na dvoru se je udeležil zelo nerad, oziroma če se jih je udeležil, se jih je pač udeležil, ker se jih je moral. Zelo znana so tudi kosila, ki jih je imela cesarska družina običajno ob nedeljah in Franc Jožef je bil, to smo tudi že danes slišali, znotraj družine, lahko bi rekli diktator, zelo rad je imel vse pod nadzorom, se pravi svojo družino, kar se je dogajalo, kdo se je s kom poročal, kdo je kaj smel in kdo česar ni smel. Zaradi tega je Franc Jožef od vseh pripadnikov družine, ki so ob nedeljah bivali na Dunaju, tudi zahteval, da prihajajo na ta kosila. Opravičilo je bilo samo zdravstvene narave in še to cesar vsem svojim svojcem očitno ni zaupal, ker je včasih, ko se je kdo izgovarjal nad slabim zdravstvenim stanjem, poslal svojega osebnega zdravnika, da je res preveril, če je ta človek bolan ali pa se samo izogiba neprijetnim družinskim kosilom. Življenjski stil Franca Jožefa je bil zelo preprost. Če pogledamo v njegove sobane v Schönbrunnu, smo lahko presenečeni, da ob vsem zlatu in blišču, ki obkroža ljudi, ki nas obkroža ob sprehodu skozi drugih soban, je tist majhen del, ki je bil namenjen Francu Jožefu, se pravi njegova spalnica in delovna soba, zelo preprost. Lahko bi rekli, da je nek za tiste čase
poprečni uradniški standard in tako ni čudno, da je Franc Jožef bil dejansko prvi uradnik države, ne samo pri vsakodnevnem delu za pisalno mizo, ampak tudi v svojem življenjskem slogu. Tudi kar se tiče hrane, je bil Franc Jožef zelo preprost. Za kosilo je najraje jedel kuhano govedino in v času, ko ni bilo velikih banketov, predvsem pa v poletnih mesecih, ko je bival v Bad Ischlu, se je za večerjo zadovoljil tudi z čisto preprostim kislim mlekom in kosom črnega kruha. Nasprotju z Francem Jožefom dve osrednji dami v njegovem življenju, soproga Elizabeta in Katarina Šrat, nista bili ravno varčni z denarjem. In Franc Jožef se je nad tem pogosto zelo jezil in zelo nerad dal podpis pod račune, ki so se mu zdeli nepotrebni. Franc Jožef se je tako jezil na Elizabeto, da je puščala svojo ladjo Miramar vedno pod ognjem, se pravi, vedno je ladja bila pripravljena, ne glede na to, če je cesarica bila kjerkoli drugje na svetu, ker si je pač želela imeti to svobodo, da če pride, se lahko kadarkoli odpelje. Tudi gradnja razkošne vile na Krfu je bila v očeh Franca Jožefa en zelo nepotrebni izdatek in je zaradi tega zelo nerad plačeval te račune. Katarina Šrat na drugi strani je prav tako veliko potovala, predvsem v že takrat mondeni Monako, kjer je rada igrala v kazinoju in se je potem cesar velikokrat pritoževal, da je kak zlatnik prehitro spozel skozi prste in je potem tudi te račune moral nerad plačevati. Pa vendar ta preprosti slog kaže na značaj Franca Jožefa. Danes smo tudi slišali, da je bil naspram kasnejšemu cesarju Karlu zelo negativno uperjen proti vsem modernim zadevam takratnega časa, proti avtomobilom, proti telefonu, proti francoskemu WC-ju, ki je takrat že bil, lahko bi rekli, en standard, pa se je vendar Franc Jožef tega otepal. Keterl v svojih spominih opisuje cesarja in tukaj v bistvu cesar ni kaj drugačen kot tudi od današnjih časov, kjer so mogoče generacijske razlike velikokrat vidne. Cesar ni bil proti vsem tem novostim uperjem zaradi tega, ker temu ne bi zaupal, pa pač bil je navajen na neke stvari in zelo nerad se je prilagajal novim. Tako je na primer v času poletja, ko je bila njegova delovna soba v Schönbrunnu skoraj cel dan pod močnim vplivom sonca in je bilo v teh sobanah zelo neznosna vročina, je Keterl poskušal cesarja prepričati, da bi pa nabavili ventilator in mu je potem tudi eno izmed takšnih novih naprav prikazal in Franc Jožef je bil nad to novo napravo zelo navdušen. Ampak posledica je bila ta, da je zaukazal, da se naj ventilatorje kupi za sobane cesarice, za sobane vseh ostalih nadvojvod, za svoje sobane pa si tega ni želel. Šele na prigovarjanje Katarine Šrat, in to se potem vidi v teh kasnejših letih, njen vpliv se je dal prepričati in je potem tudi v njegovih sobanah in so potem tudi v njegovih sobanah namestili ventilatorje, da mu je v teh vročih poletnih mesecih bil študij aktov mogoče nekoliko lažji. Nasplošno je bil Franc Jožef zelo spoštljiv človek. Keterl piše, da Franc Jožef nikoli ni ukazal, ampak je vedno prosil in ko mu je sluga ali kdorkoli drug še podal še tako banalno zadevo, se je vedno prijazno zahvalil. Tudi dvorni uslužbenci, ki jih je bilo na celotnem dvoru okoli 2000, niso, če so upravljali kakršnakoli dela v sobanah in je cesar šel slučajno mimo njih, ni bilo potrebno cesarja pozdraviti s kakršnimi koli častmi, uslužbenci so lahko svoje delo upravljali nemoteno. In če se navežem na to, kar je
povedal dr. Rahten, res je, da so ministri morali pred Franca Jožefa stopiti v fraku, kar je bilo potem v času Karla drugače, vendar je pa bilo vendar je očitno to Franc Jožef zahteval iz neke vladarske, kako bi rekel, iz nekega spoštovanja, ki pa se ni kazalo na vseh ravneh. Namreč uslužbenci dvora, ki so velikokrat bili k cesarju poklicani nenadoma v zgodnjih jutranjih urah, če vemo, da je cesar stajal 3:30 zjutraj, niso bili, za te uslužbence ni bilo potrebno, da so bili vedno oblečeni primerno in očitno se je cesar prav zabaval, da pa je kdo kdaj stopil pred njega mal s kakšnimi razcefranimi hlačami ali še napol v spalni opremi, ker je vedno Keterlejo naročil, pripeljite mi tega in tega takšen, kot je, kar je pomenilo, da se ni bilo potrebno posebej preoblačiti. Se pravi, kljub vsemu blišču je Franc Jožef bil, tako kot sem rekel, zelo preprost človek. Ta preprostost se je kazala tudi v načinu njegovega dopustovanja. Večino poleti v svojem življenju, vsega skupaj 68, je preživel na svojem poletnem domicilu v Bad Ischlu, cesarski vili, ki jo je kot darilo ob zaroki z cesarico Elizabeto zanj in za njegovo bodočo soprogo kupila mama Zofija. Vilo so takrat tudi preuredili in kot vidimo na desni fotografiji, satelitskem posnetku, če pogledamo na to vilo od zgore, vidimo, da je v obliki črke E, kar je bilo nek simbolno dejanje za bodočo soprogo Elizabeto. V sklopu svojih počitniških dni je Franc Jožef hodil veliko na lov, bil je relativno dober lovec in hodnik in sobane v vili v Bad Ischlu so polne različnih trofej. Tudi v poletnih mesecih je Franca Jožefa prijateljica Katarina Šrac spremljala tudi v Bad Ischl, vendar ni živela v cesarski vili, ampak je cesar v neposredni bližini kupil lastno vilo, v kateri je lahko prebivala. Vila je še danes v lasti družine, namreč ob smrti Franca Jožefa leta 1916 jo podeduje hči Marie Valerie in to še je mogoče pomembno pri vsem tem, da Karel Franc Jožef, kasnejši cesar Karel, po Francu Jožefu podedoval prestol, ni pa podedoval tudi privatnega premoženja, zelo ogromnega in zajetnega premoženja. Tega so podedovali predvsem njegovi otroci in vnuki. In za konec, to je mogoče podoba Franca Jožefa, ki se je nam vsem nekako vtisnila v spomin osivelega cesarja z modrimi očmi, zgubanim obrazom, prijaznim dedovskim obrazom. In kot smo danes že slišali, se je ta spomin ohranil tudi na ta način dobrega cesarja, ki je svoje narode želel obvarovati pred vsemi političnimi burkami, vendar je smrt Franca Jožefa nekako prekinila tudi te njegove želje in popeljala monarhijo na pot, ki jo je morda Franc Jožef že v času svojega življenja imel dobro pred očmi, morda se je tudi tega bal in zaradi tega ni želel prestola predčasno prepustiti kateremu izmed drugih pretendentov. Vsekakor pa je za svojim vsakdanjim življenjem, kljub slabim političnim odločitvam, kljub slabemu vodenju vojske, ko je to vodenje prevzel sam kot poveljnik, kazal na eno dobro plat monarhije, ki se je morda v teh našem spominskem gledanju, predvsem gledanju na cesarja Franca Jožefa, ohranila do
današnjih dni. Hvala.